18-letni Žan Arsov je v prvi razred osnovne šole hodil zgolj nekaj mesecev. Učiteljem je bilo kmalu jasno, da izstopa iz povprečja. Sem čutil, da me šolski načrt, torej učni načrt v osnovni šoli ne obremenjuje oziroma mi ne predstavlja nekega bistvenega izziva. Skratka, vsi so bili nekako naklonjeni temu, da se razvijam in so mi to tudi omogočili. Napredoval je v drugi razred, med leto starejšimi je začel nastopati na tekmovanjih, tako naravoslovnih kot družboslovnih, in na vseh področjih osvajal zlata priznanja. To je zdaj raketna enačba, torej opisuje, kako se rakete gibajo. V gimnaziji je ugotovil, da je njegova prva ljubezen prav astronomija. Srednja šola je bila prelomnica, več medalj na evropskih olimpijadah v naravoslovju in fiziki, bronasta na mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike. In za povrh v zadnjih 2 gimnazijskih letih moja najboljša dosežka, 2 zlati medalji iz mednarodne astronomske olimpijade. To je vložek, ki se začne že nekaj let pred samim dosežkom, zahteva vsakodnevno večurno dejavnost na teh področjih. Poleg krožkov je na predavanja za popularizacijo znanosti hodil tudi v prostem času. Jaz mislim, da je pri znanosti oziroma pri teh naravoslovnih vedah podobno kot pri športu, torej da je nemogoče biti rojen s takim talentom, da ti popolnoma vse uspe brez dela. Seveda je treba vsak dan nadgrajevati te vsebine in če si pridobiš take delovne navade že zgodaj, potem ni bojazni, da bi stagniral oziroma zaostal za komorkoli. Žan je jasno bil nadarjen učenec in dijak, zdaj je študent prvega letnika fizike, eden redkih v državi s tako visokimi dosežki, nadpovprečen na številnih področjih, lačen znanja. Ne delam si nobenih utvar, vem, da se imam še ogromno za naučiti in se tega veselim. Hkrati pa je bil, kot mnogi drugi, zaradi neurejenega sistema dela z nadarjenimi, v veliki meri prepuščen dobri volji posameznih učiteljev in mentorjev, ki so z lastnimi prizadevanji razvijali njegov talent. V vsej šolski populaciji je po ocenah stroke med 3 in 10% nadarjenih. Te ocene se zaradi različnih definicij in kriterijev med državami močno razlikujejo. V Sloveniji natančnega podatka nimamo, po zadnji 15 let stari raziskavi je skoraj četrtina nadarjenih učencev v 9. razredu osnovne šole, nekaj manj kot 40% vseh gimnazijcev in dobre 4% dijakov preostalih srednjih šol. Podatki, ki močno odstopajo od mednarodnih ocen. To je največ na svetu, ja. No in takrat smo tudi že dali prvo kritiko tega sistema prepoznavanja, kakor je, vendar se nekako ni to upoštevalo še do danes. Tukaj se pa zdaj pogovarjamo o tistih, ki zmorejo bistveno več kot ostali. Pojasnjuje doktorica Mojca Juriševič, predavateljica na ljubljanski pedagoški fakulteti, ki se vrsto let ukvarja s področjem nadarjenih. Prepoznavanje visokih potencialov naj bi pri otroku zaznali že vzgojitelji v vrtcu, spremljali pa učitelji v šoli. To je faza opazovanja, ki se zaključi s tako imenovano nominacijo, ponavadi med 2. in 8. razredom osnovne šole, lahko pa tudi kasneje. Sledi stopnja razvijanja potencialov ter identifikacija nadarjenosti. Identifikacija se izvede lahko nekje najhitreje v 6. razredu osnovne šole. Ta nov koncept prepoznavanja in dela z nadarjenimi še vedno ni zaživel v vseh slovenskih šolah. 5 let po reviziji Računskega sodišča, ki je sistem označil kot neenoten, neenakopraven in neučinkovit, ni nobene strategije za delo z nadarjenimi, ne strokovnih podlag, ne analiz. Kdaj in ali bodo vse te stvari naslovljene? Prva odprava tega se je že začela, se pravi, mi strukturiramo. Torej bo šlo, ampak ne takoj. Ampak verjetno v prihodnosti. Kot kaže, brez konkretne časovnice. V zakonu o vrtcih se o nadarjenih ne govori, v kurikulum, ki je zdaj nov, se o nadarjenih ne govori. V pravilnikih, ki določajo normative, se o tem ne govori. Naša država ni prepoznala tega področja kot prioritetnega. Čeprav gre za mlade z nadpovprečnimi intelektualnimi in ustvarjalnimi sposobnostmi, ki bi ob ustrezni podpori lahko pomembno prispevali k razvoju družbe. Brina in Senri nista samo odličnjaka, sta razgledana in empatična otroka. On v 8. razredu osnovne šole, ona v 9. Jaz sem tudi vodja tutorjev, si izbrala, da pač tutoriram 9. razrede, zato večkrat tudi moje sošolke pa sošolce in pomagam predvsem pri matematiki. Mogoče hitrejše razumem snov, jo lažje znam drugim razložiti, se mi zdi, da nisem toliko drugačna od ostalih. Senri se je po enem letu šolanja na Japonskem vrnil v Slovenijo. Tam učence razvrščajo po znanju. Smo lahko si razdelili, da smo oni ta hitri pač v
da gremo naprej s snovjo. Razlika, ki jo je opazil, ni bila zgolj v tempu pouka. Sistem je tam drugačen in nekatere stvari pri nas pogreša. Zdaj se mi je dobro, ker smo učenci sami čistili šolo, smo imeli po kosilu tak čas in smo ful bolj spoštovali čistočo. Odnos do učiteljev tam je res zelo se lepo obnašajo, tudi spoštujejo, pa tudi učitelji so zelo tako sproščeni, pa je res tako zabavno. Takšnih učencev, ki bi hrepeneli po dodatnem znanju, ni veliko. Brigita Praznik-Lokar je učiteljica slovenščine in zgodovine, ki učence pripravlja tudi na tekmovanja. Da, ogromno volje je učitelja na koncu. Dobiš zadolžitev, potem se je pa lotiš z nadarjenimi, z vsem srcem in dušo, ker jaz tako pravim, to so učenci, ki hočejo, ne ki morajo. Brina je dejavna tudi izven učilnice, uči se španščine, igra bobne. Popoldneve pa preživlja tudi tako, v njej ljubem kvačkanju. Za svoje kvačkane živalice zbira prostovoljne prispevke, ki jih nato donira šoli ter pomaga tistim, ki nimajo tega, kar ima sama. Vsi prostovoljni prispevki grejo pa v šolski sklad za otroke iz manj premožnih družin, za recimo šolske potrebščine ali pa šole v naravi. Senri obiskuje tekmovanja, da bi odnesel več znanja, kot bi ga drugače lahko pridobil na rednih urah. Zgolj redni pouk nadarjenim ne zadošča. Drugače me pa zanimajo vsi predmeti, predvsem te novi, ki so prišli, fizika, biologija, kemija. Šole imajo določeno kvoto ur v okviru individualne in skupinske pomoči. Konkretno gre za pol ure tedensko na oddelek. V osnovni šoli Danile Kumar, ki ima 42 oddelkov, je to 21 ur tedensko. In še to samo, če se kot ravnateljica odločim, da bodo vse te ure šle za nadarjene. Lahko se pa ne? Ne, lahko se odločim, da gredo za otroke s primanjkljaji. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje 2/3 teh ur šole v praksi namenjajo za delo z učenci, ki imajo učne težave in zgolj tretjino nadarjenim. Ker jim učni program pogosto ne predstavlja večjega izziva in ga z odličnimi ocenami hitro pravijo, so nadarjeni v razredu pogosto spregledani. Zaznava nadarjenosti v tako zgodnjem obdobju življenja pomeni, da se prepozna nek potencial za učenje, kar pomeni potem, da se je treba učiti, da se bo ta potencial realiziral. In nam je recimo to zelo jasno na določenih področjih, recimo pri športu. Nisem še videla primera, da bi nekdo rekel, grem čez 4 leta na olimpijske igre, ker sem nadarjen, zdaj bom pa 4 leta gledal v luft. Delo z njimi, pojasnjuje, bi morala biti prioriteta. Na ministrstvu zatrjujejo, da država z urami za individualno in skupinsko pomoč, dodatnim poukom in interesnimi dejavnostmi, petina naj bi bila namenjenih prav nadarjenim, daje dovolj denarja. Ko preračunamo skupaj, se pravi sistemizirane ure in financiranje tudi interesnih dejavnosti, pridemo do številke 14 milijonov na leto, seveda govorim za vse osnovne šole, ki jih namenjamo namensko za, se pravi, delo z nadarjenimi učenci. Jaz moram temu oporekati, ker ne vem, kam gredo ta sredstva. Interesne dejavnosti in dodatni pouk so namenjeni vsem učencem, medtem ko otroci s primanjkljaji imajo na razpolago bistveno več dodatnih ur, v njihovi šoli skoraj 10-krat več, nadarjeni po besedah ravnateljice Mojce Mihelič ostajajo deprivilegirani. Pri pouku se je hitro pokazalo, da je meni šla snov bolje od drugih, da sem takrat bolj ali manj mislil, da je to le zgolj zato, ker jaz več truda vložim v to. V osnovni šoli sem v bistvu zelo hvaležen, da sem imel dobro učiteljico, ki je bila tako za kemijo kot fiziko. Ni samo zahtevala to, kar je bilo zahtevano od ostalih učencev, ampak me je namerno rinila še malo dlje, isto za učiteljico za matematiko. Primož je dijak 3. letnika bežigrajske gimnazije. V osnovni šoli so ga prepoznali kot nadarjenega. Predmetom, ki so ga zanimali, se je, pravi, vedno posvečal dodatno. Prvo mesto na državnem tekmovanju iz fizike v 8. razredu mu je dalo dodaten zagon. To me je pol motiviralo, da to je res neka tema, ki me zanima in kle želim nadaljevati svojo prihodnost. Njegov sedanji mentor na krožku fizike in nekdanji direktor bežigrajske gimnazije Ciril Dominko med učenci različnih osnovnih šol opaža ogromne razlike. Točno se ve, z katere osnovne šole pridajo dijaki, ki so v teh področjih, kako bi rekel, imeli pomoč mentorjev in vsega tega in je seveda njihov nivo veliko višji. Tako visok, kot sem že tudi večkrat povedal, da pravzaprav tam, kjer so ti dijaki nadarjeni pri pouku, pravzaprav nimajo kaj delati in je treba za njih poiskati neke druge možnosti. Zdaj v srednji šoli je, pravi Primož, precej drugače. Več motivacije, več njemu enakih.
že dijaki ustvarjali tako vzdušje, zato ker pogosto ti, ki so dosegali najboljša mesta na državnih tekmovanjih v osnovni šoli, zdaj vsi pridejo na isto šolo. Udeležil se je že mednarodnih tekmovanj, ki pravi Dominko zahtevajo znanje, ki presega naše učne načrte. Zato je treba veliko delati izven pouka in tukaj ključno vlogo odigrajo mentorji. Kako pomemben je mentor? Najbolj. Včasih so rekli, že stari Grki so rekli, ne, mentori so prižigalci ognja. Zaenkrat imajo mentori samo satisfakcijo s točkami za napredovanje. Ne višje plačilo? Ne višje plačilo, ja. Tudi dodatno ne? Ne. Spet odvisno od šole in od ravnatelja. Ne. Za priprave na mednarodna tekmovanja, ki terjajo ure vaj in razumevanja snovi, velikokrat na pomoč priskočijo nekdanji dijaki. Starejši dijaki, ki so bili na mednarodnih olimpijadah, se vračajo na gimnazijo in imajo krožke, kjer predavajo snov, ki ni pač v šolskem načrtu, ampak je pa primerna za mednarodne olimpijade. In zato imam občutek, da vsaka generacija gradi na prejšnjih. Zgodbe Brine Senirja, Primoža in Žana kažejo, da nadarjeni napredujejo predvsem tam, kjer se jim posamezniki dodatno posvetijo. To priznavajo tudi na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. Zelo pomembno pa je tudi seveda, kakšen vzgojitelj, kakšen strokovni delavec s takim otrokom dela. Še bolj pomembno je torej v osnovni šoli, kakšen učitelj je, ki s tem otrokom dela. A prav to je razpoka sistema. Tudi učitelji smo samo ljudje. Smo slabi, dobri in vse vmes. Zato je pomembno, da bi bilo to sistemsko urejeno, da bi tudi otroci, ki so na nek način prepoznani za nadarjene, imeli neko dodatno strokovno pomoč učitelja, mentorja, ki bi mu pomagal razvijati to njegovo nadarjenost. In bi bilo to seveda obvezujoče, tako kot je za otroke s posebnimi potrebami. Ob tem bi morali, so prepričani šolniki, učitelje, mentorje dodatno izobraziti. Pričakujemo, da so vsi učitelji usposobljeni tako za delo z nadarjenimi, kot tudi z ostalimi učenci. Vendar, kot kaže, niso. Po lastni oceni se več kot petina osnovnošolskih učiteljev čuti povsem neusposobljenih za delo z nadarjenimi. Skoraj tretjina le delno. Zelo usposobljenih se čuti le dobra petina. Če smo se 2010 pogovarjali o tem, kako mentorje izobraziti, da najprej prepoznajo tudi nadarjene, da jih potem pripravimo tudi na to, da bi znali z nadarjenimi delati, da bi znali mogoče diferencirati pouk, je seveda zdaj drug problem. Zdaj učiteljev nimamo. Tudi Žan kljub dobrim mentorjem na svoji poti ni bil izjema. Je pa res, da ko prijemo do takih specifičnih ved, kot je na primer astronomija, ti pogosto mentorji, če nimajo tega ozadja, ne morejo več tako pomagati, pa je res treba potem sam predelati določene vsebine. Poišči vse pare naravnih števil A in B, kjer mora biti A večji od B-ja, da bo razlika njunih kvadratov največje dvomestno naravno število. Že ko je bila v vrtcu, sta Larina starša opazila, da njuna hči bistveno izstopa od svojih sovrstnikov. Uživa v številkah, od malega igra klavir in violino. Čeprav je danes v 9. razredu, šolski pouk obiskuje šele drugo leto. Predtem se je šolala doma, v okolju, kjer je znanje del vsakdana. Moja mami je študirala matematiko in naredila diplomo iz nje, drugače tudi biologijo, študirala pa naredila magisterij iz nje, ati pa doktor fizike. In ker jabolko ne pade daleč od drevesa, se tudi Lara že leta uvršča v sam vrh državnih tekmovanj v znanju. Matematiko za 1. razred sem se začela učiti, že sem bila stara 3-4 leta. Fiziko me je pa začel učiti ati v 3. razredu osnovne šole. Me je naučil take osnove. Zdaj me pa tudi uči za tekmovanje iz fizike. Takih otrok res ni veliko, tu so res izjemni otroci. Zdaj imamo pa tukaj razliko kvadratov in to lahko zapišemo kot produkt vsote in razlike. Državna tekmovanja, ko gre, piše logiko, razvedrilno matematiko ali pa matematiko za Vegovo priznanje, tu ona je na prvih mestih. Koliko let po vaše prehiteva Lara matematiko? 3-4 leta. Minimalno.
Lahko bi tudi razredno napredovala, a se starši za to niso odločili. Takšni preskoki tudi sicer niso pogosti. Lani je razred preskočilo 18 učencev, leto prej 23. Razredno napredovanje ostaja izjema tudi zaradi strahu pred slabšo socializacijo. Na Zavodu za šolstvo pa bi si, pravijo, želeli več prilagajanja znotraj rednih ur. Predvsem pa si želimo, da bi postali ti učenci, dijaki tudi aktivni v samem procesu pouka, da bi ga na nek način lahko ustvarjali, se pravi skozi individualizacijo, skozi diferenciacijo in da ne bi potem ostajalo v bistvu to delo z njimi za čas po pouku. A šolniki opozarjajo, da je to v praksi pogosto skoraj neizvedljivo. V razredih, kjer ima več kot desetina učencev učne primanjkljaje, je težko hkrati izpeljati redni pouk in se poglobljeno posvetiti nadarjenim. Tudi tu je vse še vedno odvisno predvsem od posameznega učitelja in ne od sistema. Nadarjeni učenci so največkrat preveč zapostavljeni, ker se ukvarjamo predvsem z učenci, ki imajo dodatno strokovno pomoč, odločbe, potem ima učitelj v razredu tudi ostale učence in to je različno velikih učnih stilov in je nemogoče z njimi delati tudi med urami. Učiteljica matematike Mateja Legat ima za Laro vedno pripravljen srednješolski učbenik, a bolj poglobljenega pristopa iznotraj rednih učnih ur ne more zagotoviti. Druga roka bo zelo podobno tej, samo da bo majčkeno bolj na not obrnjena, ne? Josina strast je umetnost. Rada rišem oči, kot se vidim, pa rada rišem obraze in mi sam pomaga. Ja. Pomaga ti pri čem? Da se skoncentriram. Josini izdelki, na primer, izstopajo glih to po kompoziciji, kako jih postavi barvno, drznost. Je perfekcionist, ampak vsem si upa nekim, proba in testira. In tukaj se pol pokaže tiste neki več pri izdelku. Ne? Pravi Maša Cerjak, učiteljica likovne umetnosti na osnovni šoli v Lescah. Da bi nadarjene dodatno motivirala, bodo letos z ilustracijami knjižnih likov poslikali šolsko knjižnico. Ravno delajo na skicah. Tukaj je v redu, pa mu daš to stranico rok na postran, ne, tako da on gre naprej, če pogledava, ne. Na urah likovne so za razliko od drugih predmetov prilagoditve med poukom lažje, pravi. Vodenje pri nastajanju izdelka, usmerjanje k tehnikam, ki učence dodatno zanimajo. Josie si želi na oblikovno srednjo šolo. Učiteljica mi zelo pomaga pri tem. Mi je rekla, da če imam kakšno idejo, naj sam povem, pa mi bo pomagala idejo uživiti. Tudi pisarno ravnateljice Mojce Mihelič krasijo izjemni izdelki nekdanjih in sedanjih učencev šole. To so naredili otroci, ker so znali mentorji iz njih potegniti ta talent. Lahko bi jim rekli, nekaj narišite. Je veliko na mentorju, koliko se mu zdi to vredno, ali se mi zdi, da več, ko vložiš, tudi oni več vrnejo. No? Se splača dati to. Nadarjeni učenci niso privilegirana manjšina, temveč razvojni potencial družbe. To so potem tisti učenci, zaradi katerih mi učitelji, oziroma jaz kot učiteljica si rečem, zato postrajamo v tem poklicu. A brez jasnega in enotnega sistema se njihov potencial izgublja. Ne, da jih lahko izgubljamo, jih izgubljamo. Absolutno jih izgubljamo. Novi koncept dela z nadarjenimi odpravlja del strokovnih pomanjkljivosti, ne pa tudi sistemskih neskladij. Država še vedno nima strategije, razlike med šolami ostajajo, učitelji niso enako usposobljeni, delo z nadarjenimi pa je še naprej odvisno od posameznikov. Če se zdaj omejim na področje tekmovanj, so bele lise po Sloveniji. Torej, tam pomeni, da tam manjkajo mentorji. Nadarjeni so seveda vse povsod, ampak uspeva samo kombinacija mentor in nadarjen dijak. In te lise so na nekaterih področjih, torej potem trajajo tudi 10-20 let. Mnogi dodatno znanje zato iščejo zunaj šol. Osnovna šola je namenjena osnovnemu znanju, učni načrt je tako, kot je, časa ni veliko. Tudi v srednji šoli konec koncev je časa za kakšne naprednejše vsebine premalo. Talent namreč ni bližnjica, je dolgotrajno delo, zaveza k garanju. Se že učim določene stvari za olimpijade. Nisem, da se roji neki poseben, ampak se res mi zdi, da lahko vsak nek cilj, dokler so kolikor toliko realistični, da lahko doseže
če pač sam vloži dovolj truda. Vprašanje nadarjenih ni elitizem, temveč družbeni interes. Ko država ne zna zadrževati in razvijati talentov, ti prej ali slej priložnosti poiščejo drugje. Cena tega je izgubljeni potencial in počasnejši razvoj družbe kot celote.